Lep pozdrav na današnjem spletnem dogodku. Moje ime je Aleš Šoba, z menoj je še Damjan Kovačič. Današnja tema je odgovorno investiranje. Bi dejal tema, ki v zadnjih letih sproža, bi rekel, tako mešane občutke, bi rekel, tako v naši industriji upravljanja, kot tudi med našimi vlagatelji. Ampak bi dejal, glede na izzive, s katerimi se soočamo, s katerimi se sooča tudi naša podjetja, v katere naši skladi tudi investirajo, in to ne mislim samo okoljskih izzivov, bi rekel, tema, ki se težko izognemo, ne. In glede prav na te izzive, se mi zdi, da vključevanje okoljskih, družbenih in tudi upravljavskih vidikov v sam proces upravljanja postaja danes nekaj bolj ali manj samoumevnega. In se pravim, danes bomo probali z Damjanom nekako predstaviti, kaj sploh je odgovorno investiranje, kako smo se tega lotili na Savi Infond in kaj v bistvu na koncu to pomeni tudi za naše vlagatelje. Tako da mogoče, Damjan, ti na začetku, kakšen je tvoj pogled na, bi rekel, na to dokaj kompleksno temo? No, takoj na začetku bi rad konkretno naslovil to ključno dilemo, ki jo jaz vidim, ko gre za odgovorno investiranje. Nameni in cilji bi morali biti jasni, zakaj to počnemo. Evropski zeleni dogovor, Pariški sporazum, naš zeleni planet seveda je zbolel, ima vročino, tudi letošnji avgust, na primer, spet najtoplejši mesec. Konsenz tudi podnebnih znanstvenikov je, da smo morda blizu točke, ko ne bo več povratka, če bomo samo tiščali glavo v pesek, ne. Površinska temperatura morja danes skoraj 5 standardnih odmihov od dolgoletnih povprečij, to je to v stabilnem svetu brez klimatskih sprememb, zato bi bila verjetnost, da se to zgodi mogoče 1 proti 1,5 milijona, ne. In problem, s katerimi se srečujemo, je ta, da naš nepremišljen EU zeleni prehod je objektivno katastrofa, ne. Mi pa smo prvaki v tem, da se proti podnebnim spremembam borimo z regulacijo, ki je velikokrat predmet posmeha in zavračanja. Meni se zdi dejstvo, da je EU v zadnjih 20 letih v primerjavi z ZDA močno zaostala v razvoju. Mi tudi ne znamo poskrbeti za svojo varnost, nismo energetsko samozadostni, recimo nemški energetski prehod je klavrno spodletel. Vse lepo in prav, jaz to popolnoma razumem, lahko smo upravičeno kritični, nezadovoljni nad to našo nesposobnostjo reševanja osnovnih družbenih problemov, ampak kaj ima to s trajnostnim razvojem, kaj ima to s podnebnimi spremembami? In mene osebno recimo zelo moti, da se po svetu povsod po dolgem in počez pljuva in norčuje recimo iz ESG-ja, brez da bi se poglobili v to res zelo kompleksno tematiko. Res enostavno je populistično, agresivno napadati evropski pristop na tem področju, ampak bi rekel, da verjetno večina izmed nas si želi živeti v napredni demokratični družbi. Ko gre za finančne naložbe, pa nas v prvi vrsti seveda zanimajo privlačni donosi. Hkrati pa jaz mislim, da želimo vlagati v podjetja, ki pozitivno vplivajo na družbo in okolje. Ne vem, a mogoče vidite kakšno drugačno alternativo? Tu se popolnoma strinjam s tabo, Damjan. Teda, samo preden gremo, bi rekel, v nekaj bolj podrobnosti, mogoče čisto za začetek, za vlagatelje, kaj sploh je odgovorno investiranje? Vem, da mogoče pojem si malo vsak pod svoje predstavlja, tako da mogoče čisto za začetek. Ja, pojmi in definicije so se z leti malenkost spreminjali, oziroma tudi ni nič narobe, če si ga vsak predstavlja malo po svoje, ne. Glavno je, da dobimo občutek, o čem pravzaprav govorimo, in tudi, da ni nobene potrebe, da bi bili zmedeni. Danes seveda pojem odgovorno investiranje ali ESG investiranje, pomeni vključevanje jasno okoljskih, družbenih, upravljavskih dejavnikov v analizo in seveda v odločitve o naložbah, zato da lahko bolje obvladujemo tveganja, da lahko izboljšamo donosnost naših naložb. In s tem seveda dopolnjujemo tradicionalno finančno analizo in tudi dobivamo novo orodje pri sestavljanju naložbenih portfeljev, kar je zelo pomembno. Zdaj, omenil si v bistvu to kratico ESG, pa že jasno omenil, torej okoljske, družbene, upravljavske dejavnike. Mogoče čisto na kratko nekako, da jih povzameš. Vem, da so tudi vlagatelji večkrat slišali o njih, ampak mogoče še enkrat. Ja, seveda, če hočete izpasti učeno, pokazati, da obvladate to tematiko, obvezno v pogovorih prekomerno uporabljate ta izraz ESG, ESG, angleška kratica za okoljske, socialne, upravljavske dejavnike. Lahko tudi rečemo, da gre za nek niz standardov, ki jih uporabljamo za ocenjevanje trajnostnega razvoja in pa seveda etičnega vpliva podjetij in pa naložb, Seveda, okoljski vidiki mislim, da so vsem jasni, prej sem jih že omenjal. Vsi takoj vemo, zakaj se gre, to so v bistvu najbolj kritični, kako podjetje seveda skrbi za učinkovito uporabo virov, ali onesnažuje okolje, ali prispeva k podnebnim spremembam, seveda kako ravna z odpadki, kako je energetsko učinkovito in pa seveda
na konec konca seveda vedno bolj pomembno, kako vpliva na biotsko raznovrstnost. Potem družbeni vidiki so tisti, ki zajemajo odnose z zaposlenimi, spoštovanje delovne zakonodaje, človekovih pravic, to so odnosi z dobavitelji, strankami, skupnostmi, ne, tudi v katerih delujejo podjetja. Upravljavske vidiki oziroma bolj natančno korporativno upravljanje se pa nanaša na procese odločanja, nadzora, poslovanja podjetij, poslovno etiko, sestavo organov podjetij, preglednost poslovanja, tudi pravice delničarjev, upravljanje s pravnimi tveganji, pa seveda izogibanje nasprotij interesov. Dobro, kaj pa v praksi, kaj v bistvu to pomeni za nas kot upravljavce, zakaj so pomembni za nas, pa tudi na koncu za naše vlagatelje? No, ESG je pomemben, ker nam skozi neko daljše časovno obdobje, ne od danes na jutri, pomaga tudi, da prepoznavamo, da upravljamo s tveganji, da izboljšamo družbeno odgovornost, da pozitivno vplivamo na trajnostni razvoj in pa seveda ugled družbe, da imamo potem, da dobimo lažji dostop do kapitala, pa seveda v idealnem svetu je to zmagovalna, res win-win kombinacija za vse. Mogoče lahko zasukamo to razpravo malo v nasprotni smeri. Kaj pa se zgodi, če podjetja zavestno ravnajo malomarno, škodljivo? Če pridejo na naslovnice, kot vidimo, s svojimi škandali, če kratkoročno recimo napihujejo zaslužke, če ne obvladujejo teh ESG tveganj, lahko so posledice v tem primeru so lahko posledice uničujoče. Ne gre samo za to, da ne govorimo samo o dramatični izgubi vrednosti na trgu, potem imamo tudi izguba ugleda, tukaj so hude kazni, potem so pravni ukrepi, sankcije, Nedavno, recimo, ekstremni primeri teh okoljevarstvenih škandalov, BP-a, Volkswagna, recimo v enem primeru 20 milijard dolarjev, v enem primeru 25 milijard dolarjev, recimo vsi stroški sanacije izlitja nafte tam v Mehiškem zalivu, Deepwater Horizon, so pa na koncu presegli celo 60 milijard dolarjev. Včasih je v takih primerih celo ogrožen obstoj podjetij in traja potem več let, da si podjetja lahko popravijo ugled, kar seveda zmanjšuje in zaslužek podjetja in pa donose vlagateljev. In skratka, s takšnimi podjetji v idealnih okoliščinah ne želimo imeti nobenega opravka, zato pač skušamo znižati trajnostna tveganja s to našo integracijo ESG dejavnikov. To je dobro povedal. Zdaj pa, če gremo mogoče konkretno na v bistvu Savo Infond, torej na naše sklade, kako smo mi vključili te dejavnike v sam proces upravljanja, torej s katerimi ESG pristopi smo se tega lotili? Če mogoče čisto na kratko nam opišeš. Ja, ker je odgovor na to vprašanje v bistvu je zelo suhoparni, bolj tehnične narave, tudi zato vabim poslušalce, da si sami na spletu pogledajo pri opisih naših skladov na jezičku trajnostnost, da si sami preberejo vse te podrobnosti, vsa razkritja, ki jih navajamo v povezavi s trajnostjo. In potem za vse naše sklade uporabljamo stroge izključitve za sporne dejavnosti, za kontroverzna orožja, to so tista, ki ne ločijo med recimo civilnim in vojaškim osebjem, potem sta tukaj seveda tobak in pa kurilni premog. Zakaj ta dva škodljiva vpliva? Jasno, močni negativni vplivi na okolje, seveda na javno zdravje. Tobak recimo letno 8 milijonov smrti povzroči, celotno breme za družbo 1 milijarda 400 tisoč, 1400 milijard dolarjev oziroma 1,8% svetovnega BDP-ja. Za kurilni premog je pa to celo dvakrat večje breme za družbo, torej številka mislim, da je 2,6 tisoč milijard dolarjev. In potem naslednji ključni pristop, ki ga uporabljamo, je integracija teh recimo ESG bonitetnih ocen, tako da zunanji ocenjevalci, v našem primeru recimo Moody's, imajo pod drobnogledom zelo podrobno, sistematično spremljajo ESG dejavnike in mi na Infondu za vse sklade, ki so v skladu z 8. členom, po novem, torej, ki po novem formalno spodbujajo te okoljske in socialne naložbe, izbiramo takšne naložbe, ki jih ta naš ponudnik ocenjuje kot manj tvegane. In take naložbe, ki dodatno izpolnjujejo tudi načela globalnega dogovora Združenih narodov, hkrati pa seveda še upoštevamo tudi, to je zelo pomembno, glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti. Tukaj bi jaz omenil, na Savi Infond smo v bistvu prilagodili 12 skladov, ki so 8. člen, bi rekel skladov s to uredbo, torej bi rekel 12 finančnih produktov, ki so trajnostni.
od tega jih ima 11 skladov enak pristop, imamo pa še en sklad, v bistvu, ki pa bi rekel, je malo bolj ambiciozen, ne? Tu pa, ko govorimo o info družbeno odgovornem, v bistvu gre za naš, v bistvu za najstarejši sklad Sloveniji, ki nekako vključuje ESG pristope že, rekel, skoraj 20 let, torej od leta 2005. In tukaj pa smo malo bolj ambiciozni, tako da mogoče čisto na kratko še o info družbeno odgovornem. Ja, pri skladu info družbeno odgovorni gremo pa zavestno še za odtenek v bolj zeleno smer, če se tako izrazim, ne? Kar tudi zaradi transparentnosti in pa prepoznavnega imena sklada po novem od nas zahteva tudi evropska zakonodaja. Ampak ne, tudi že prej vseh teh skoraj 20 let, bi rekel, smo bili s tem skladom korak pred časom in to v praksi pomeni še veliko bolj obsežne in striktne izključitve, ne, ki jih uporabljamo na tem skladu. Na ravni portfelja zahtevamo minimalno 20% nižji ogljični odtis, pa vsaj 20% minimalni delež trajnostnih naložb. Ne. Seveda tudi pri skladu info družbeno odgovorni že več kot leto dni upoštevamo glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti, ne, ki jih tudi razkrivamo na spletu. Recimo, poglejte si 16 strani dolg dokument in da boste nekako dobili občutek, v kakšne podrobnosti vse se spuščamo. Ne. In če se recimo malo pohecam, ne, celo, bi rekel, zdravila imajo manj obveznih razkritij in pa navodil za uporabo, ne, kot jih ima recimo ta naš dokument, kjer razkrivamo glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti. Tu bi zdaj vlagatelje opozoril, da nekdo, ki si želi malo bolj podrobno, bi rekel, se seznaniti z vsem tem, seveda lahko na našo spletno stran, kjer so te vsebine, bi rekel, kar podrobno razložene. Bi pa zdaj za konec tisto ključno vprašanje, ne, Damjan, vemo, največji, strah vlagateljev je, ali morajo zaradi tega, ne, ker skladi upoštevajo te, bi rekel, okoljske, družbene, upravljalske vidike v procesu upravljanja, ali morajo žrtvovati svoj, bi rekel, tudi donos. Ne. Tako da mislim, da to tisto glavni strah pa dilema naših vlagateljev. Tako da, kakšno je tukaj tvoje stališče? Ja, recimo, ne, kar se tiče sklada info družbeno odgovorni, jaz sem ponosen, da imamo na ravni portfelja kar za 60% nižji ogljični odtis, ne, pa intenzivnost toplogrednih plinov, na primer, je manjša za okrog 40%, kar se mi zdi res super. Ne. Hkrati ne, pa lahko tukaj na grafu vidite, da so vlagatelji v zadnjih 10 letih dosegli 9,6% povprečni donos, ne, povprečni letni donos, kar z drugimi besedami pomeni, ne, da se vlagateljem zaradi tega, recimo, bolj etičnega pristopa ni potrebno žrtvovati, recimo, ni potrebno odreči donosom, žrtvovati tega svojega finančnega donosa. Je pa še en pomemben poudarek. Večina vlagateljev v globalne delniške in uravnotežene sklade ne bo vlagala v specializirane zelene sklade, ne, ki so pač ustanovljeni po 9. členu evropske zakonodaje. Ti seveda nalagajo izključno v čiste trajnostne naložbe, ampak bodo vlagali v klasične družbeno odgovorne sklade, ki spodbujajo okoljske in socialne značilnosti. In pri recimo specializiranih zelenih skladih, ne, tam se lahko pojavijo v določenih obdobjih res ekstremna pozitivna ali pa negativna odstopanja recimo od donosov splošnih delniških trgov. In tako za primer, v letu 2020 smo videli vrtoglave, nore donose teh zelene energije in obnovljivih virov, ki so pridobili v enem letu 120%, ne, od takrat pa v 3 letih samo še padajo, ne, te delnice in so v 3 letih res strmih padcev, so danes te čiste zelene naložbe samo še za 30% više, kot so bile leta 2020, ne, kar je popolnoma nekorelirano z delniškimi trgi, ki so pa v tem času pridobili 66%. Tako da dejstvo je, da so pri odgovornem investiranju naši portfelji načeloma bolj izpostavljeni do hitro rastočih podjetij iz panoge informacijske tehnologije in pa da hkrati izključujemo naložbe v to tako imenovano staro ali pa, če hočete, umazano ekonomijo, kamor sodijo recimo energetika, fosilna goriva, seveda vojaška industrija, alkoholne pijače, tobak, ki pa v bistvu skupaj predstavljajo manj kot recimo 10% celotnega recimo investicijskega vesolja. In naša naložbena filozofija je, da imamo tudi pri odgovornem investiranju v prvi vrsti pred očmi donose naših naložb. In tukaj ne delamo kompromisov in tako da tudi, če pozabite na vse, o čemer smo govorili danes, za nas vlagatelje je edino pomembno, da se nam zaradi tega odgovornega vlaganja ni potrebno odrekati donosov, ki jih ponujajo
recimo klasični delniški skladi. Sicer pa velja, da seveda tista podjetja, ki bodo bolje obvladovala neka okoljska in družbena tveganja in bodo seveda hkrati boljše upravljena, bodo na dolgi rok tudi bolj uspešna in bo potem donos njihovih delnic seveda sledil tudi njihovemu poslovanju. Hvala, Damjan. Jaz mislim, da si lepo zaključil ta današnji webinar, tako da se strinjam. Mislim, glavno sporočilo je, da kljub temu, da naši skladi odgovorno investirajo, trajnostno investirajo, naši vlagatelji zaradi tega se ne bodo rabili žrtvovati nek finančni donos. Jaz mislim, da smo tudi v preteklosti dokazali na našem družbenem odgovorjenosti, ti donosi, bi rekel, zelo konkurenčni. Tako da, če so še pa kakšna vprašanja, mi smo vedno dostopni na naš sedež v naše družbe, dostopni preko spleta. Tako da hvala za vašo pozornost in nasvidenje do prihodnjič. Nasvidenje.